naslednico dr. Kornelijo Ajlec, ki bo spregovorila o vojaških preživninah v prvi svetovni vojni, sicer pa vključeno v raziskovalne projekte Filozofske fakultete, ukvarjali v preteklosti s tematiko Slovencev v italijanskih in egiptovskih begunskih taboriščih, s problematiko UNRE v Jugoslaviji in podobnimi temami. Poprosim. Dostavljate kakšne minute za diskusijo. Torej, lep pozdrav še v moje strani. Kot je napovedal dr. Štefic, sem trajna prispevka vojaške preskrbnine. Sprva je bil referat zastavljen nekoliko širše o socialni politiki na splošno, vendar sem se precej hitro že osredotočila na prav vojaške preskrbnine. Glede na to, da je bila Avstro-Ogrska država z veliko vojsko, kjer je bilo v začetku leta 1914 kar 450,000 vojakov in oficirov v aktivni službi, po mobilizaciji pa se je to število povzpelo na 3,350,000 mož, me je zelo zanimalo, kakšno socialno politiko je država pravzaprav uvajala na področju preskrbe vojaštva in njihovih družin, ki so lahko v trenutku ostale brez glavnega finančnega skrbnika družine. Zakon iz leta 1818, ki ga bomo v kratkem malce podrobneje obdelali, je eden izmed prvih zakonov, ki je uvajal sodobno socialno politiko v Avstro-Ogrski. Z današnje perspektive bi lahko sicer trdili, da je bila ta uvedba sodobnejše socialne politike razmeroma pozna, vendar je bila Avstrija na tem področju po nemškem vzoru pravzaprav precej napredna, glede na to, da je bila ena izmed prvih 10 držav, ki je uvajala pa čeprav omejeno socialno politiko na področju varstva delavcev in, kot bomo videli, tudi vojaštva. Torej, temeljni zakon, ki je prvi napovedal tovrstno socialno politiko, je bil sprejet 13. junija 1880. leta. Gre za postavo o vojaški taksi, zalogo vojaške takse in o podpori potrebnim rodbinam na vojsko sklicanih. Na tem mestu se bomo najprej ustavili pri vojaški taksi. Gre za nekakšno dejatev oziroma davek, ki so ga plačevali vsi moški, ki iz različnih vzrokov niso služili v vojski, bodi so bili služili oproščeni, nezmožni so emigrirali. Koliko so te možje morali dati v ta vojaška, se pravi, dati te dejatve, je bilo naprej določeno glede na njihov dogodek. In sicer so plačevali v 14 razredih, naprimer dminar je moral plačati 1 goldinar na leto, tisti, ki so imeli pa najvišje dohodke, pa celo do 100 goldinarjev letno. Če pa sami te takse niso bili zmožni plačevati ali pa niso želeli, so morali to obvezo prevzeti njihovi bližnji sorodniki. Zbrani denar se je nato slikal v poseben fond, imenovan vojaško-taksni zalog, in ta zbrani denar so kasneje naložili in oplemenitili z obrestmi. Naprimer, podatek iz leta 1887 nam naprimer pove, da je letni obrestni donos zaloga znašal že 6 milijonov goldinarjev letno. Vojaško-taksni zalog oziroma bojarinski zalog, kot ga kasneje tudi imenujejo, je bil torej tisti temelj, ki je omogočal izplačevanje preskrbnin svojcev mobiliziranega vojaštva tudi v prvi svetovni vojni. Ker se je njegova vrednost v 34 letih do začetka prve svetovne vojne precej povišala, je bil to tudi eden izmed razlogov, da je bil v Avstro-Ogrski pravzaprav precej širok krog upravičencev do vojaških preživnin. Če vzamemo za primerjavo naprimer Kanado, so za vojne preživnine šele leta 1914 ustanovili Kanadski patriotski fond, katerega izvedbo je država bolj kot ne samo podpirala. Res pa je, da je bil guverner Quebeca, njegov pokrovitelj, zvezni finančni minister pa njegov blagajnik. Tako da je šlo za nekakšno zasebno javno partnerstvo, ki pa se je izkazalo pravzaprav za nujno potrebno, saj mnogi poročeni možje niso želeli služiti v vojni, če jim nekdo ni zagotovil, da bodo njihove družine pravzaprav preskrbljene. Res pa je tudi, da skozi to prizmo socialne politike vidimo, da je bila Avstro-Ogrska
tista država, ki je bila stalno na robu oboroženih spopadov. Na koncu naj pri temu zakonu omenim še, da je postava iz leta 1880 uvajala tudi nekatera druga temeljna določila, kot je na primer ta, da se je iz zaloga izplačevala preživnina, pa tudi del najemnine, če so jo morali upravičenci plačevati. V primeru pa, da je vojak umrl, je družina prejemala preskrbnino še 6 mesecev do smrti mobiliziranca. In to so določbe, ki jim pravzaprav lahko sledimo vse tja do leta 1918. 2 leti po prvotnem zakonu je bila sprejeta postava, spravi leta 1882 je bila sprejeta postava v načinu začasne preskrbe vdov in sirot pripadnikov vojaštva, ki so padli v Južni Dalmaciji in na zasedenih ozemljih. Ta postava je pomembna zlasti zato, ker so vdovam in sirotam padli po pretečenem 6-mesečnem obdobju po smrti omogočili, da so zaprosili za ponovično odmero preskrbnine in so s tem pravzaprav uvedli vdovske pokojnine. Leta 1887 je sledil potem še sprejem postave o vojaški preskrbi vdov in sirot prav tako po vojaštvu, ki pa je pravzaprav samo izenačil te vdove iz zakona iz leta 1882 z vsemi ostalimi vdovami. Se pravi, so bili upravičeni do pokojnin tudi tisti svojci, katerih možje očetje so padli kjerkoli v Avstriji oziroma v Avstro-Ugrski, pa tudi v času služenja roka v mirnem obdobju. Postavi iz leta 1882 in 1887 sta torej urejali dodeljevanje podporo vdovam in sirotam padlih vojakov, zakona, ki bi pa urejal preživnine za tiste družine, ki so samo začasno izgubile glavnega finančnega podpornika družin, pa ni bilo vse do leta 1908. Takrat je bil sprejet zakon o prispevku za vzdrževanje svojcev tistih, ki so odrinili na orožne vaje. V teh primerih je seveda šlo za razmeroma krajšo odsotnost, največ 7 mesecev, ampak kot vsi vemo, je zadosti že 1 mesec, da se pošteno zavaja družinski proračun. Zakon je še narekoval, da je moral vojak sam naznaniti, komu se bo zdaj izplačevala ta podpora. V senci balkanske vojne pa je bil v koncu leta 1912 sprejet zakon o prispevku za preživljanje svojcev mobilizirancev. Ta zakon je pravzaprav temeljni zakon, po katerem so dobivale preživljeno žene in nepreskrbljeni otroci oziroma vdove in sirote vojakov v Prvi svetovni vojni. Po njem so bili do preživljine upravičeni le tisti, ki so bili pred mobilizacijo odvisni od dohodka mobiliziranca in tisti, ki so skupaj z mobilizirancem sami obdelovali površine, po odhodu tega mobiliziranca pa so morali najeti pomočnika ali pomočnike. Tako kot zakon iz leta 1880 je tudi zakon iz leta 1912 določal, da je bila vsakemu upravičencu podeljena preživnina in polovični znesek najemnine, če jo moral seveda upravičenec plačevati, medtem ko so otroci do 8. leta bili upravičeni le do polovičnega zneska preživnine. Tako je ostalo vse do dopolnitve zakona leta 1917, ko je bilo določeno, da se znesek preživnin otrok do 8. leta zviša na 75% preživnin odraslih. Besedilo zakona tudi tu ponavlja, da v primeru smrti mobilizirancev upravičenci dobivajo enako preživnino še 6 mesecev po smrti, vendar pa v zakonu ni izrecno napisano, ali lahko upravičenci po preteku omenjenih 6 mesecev lahko zaprosijo za vnovično odmero preživnine po zakonu iz leta 1882. Ampak tam, ker zakon moči, spregovorijo časopisi in časopis Slovenec piše, da so po pretečenih 6 mesecih družine upravičeni do, citiram, zelo majhne, tako imenovane vojaške preskrbe. Iz drugih verov izvemo, koliko so znašale te vojaške preskrbe oziroma gre za pokojnine. Te so se namreč odmerjale glede na način padega vojaka in so bile zelo nizke. Vdova navadnega vojaka je na primer dobila 9 kron mesečno, vdova krajterja 12 kron
in sicer 37,5 krone mesečno. Če vdova ni bila zmožna še sama zaslužiti za lastno preživljanje na kakšen drugi način, je država na dodeljeno pokojnino dodala še 8 kron mesečno, do pokojnine pa seveda žena ni imela pravice oziroma vdova, če sta pred mobilizacijo živela z možem ločeno. Razen v primeru, če je lahko dokazala, da je bila ta ločitev krivda moža, ne ni. Če pa se je vdova poročila, je seveda prenehala prejemati pokojnino, je pa dobila še zadnji enkratni pokojninski znesek v višini 12 mesečnih pokojnin. Pokojnino po očetih so dobivali samo tisti otroci, ki so bili zakonski. Nezakonski, naprimer, so bili upravičeni do preživnin, če jih je mobiliziranec priznal, medtem ko pokojnin niso mogli dobiti. Vendar tudi zakonski otroci so jih dobivali samo v primeru, če so lahko dokazali, da jih njihova mati ne more preskrbeti oziroma da se ne morejo preživljati sami. Do kolikšnih zneskov so bili pa otroci upravičeni, pa za enkrat žal še ni uspelo odkriti. Javne občine so ob izbruhu Prve svetovne vojne intenzivno seznanile javnost z vsebino zakona iz leta 1912. Časopisa Slovenec in Slovenski gospodar sta le 2 dni po avstrijski vojni napovedi Srbiji na naslovnici prevzemala vsebino zakona in nisala zneske višine preživnin, do katerih so bili upravičeni prejemniki. Višine je za vsako leto posebej določalo vojno ministrstvo in v začetku leta 1914 je določilo, da bo ta znašala 1,14 krone dnevno za mesto Ljubljana in 1,35 krone za mesto Trst. Na podeželju so bile preživnine nekoliko nižje, predvsem zato, ker so lahko se tam načeloma, vsaj deloma preskrbeli tudi sami. No, do leta 1917 pa se je ta prispevek zvišal, kar je bila posledica draginje, inflacije, o čem je govorila na primer Živuška. In ta prispevek je postal potem tudi veliko bolj enoten. In sicer v Ljubljani, Trstu in Celovcu je bila polna dnevna podpora 1,80 krone na dan. Enak znesek je veljal tudi za tiste, ki so pred začetkom vojne živeli v ogrskem delu cesarstva. Povsod na slovenskem podeželju so dobili 1,60 krone na dan, če pa so živeli v Nemčiji ali Nizozemstvu pred začetkom vojne pa 2 krone na dan. Seveda iz samih zneskov o višini preživnin si precej težko lahko predstavljamo, koliko je lahko oseba za toliko denarja sploh dobila. Če preračunamo nekje v mesečne zneske, kjer ima mesec 30 dni, so leta 1914 upravičenci v Ljubljani dobili 34,2 kroni, leta 1918 pa se je ta znesek povišal na 48 kron mesečno. Zapis v Šolinski kroniki, ki ga imate tukaj na slikah, nam ponuja možnost primerjave. Kilogram moke je leta 1918 na primer stal 3 krone, kilogram mesa 8 kron, 65 dekagramov sladkorja 1,60 krone, jajce 1,40, liter mleka 1,60. Se pravi, skoraj da dnevni prispevek preskrbe je šel za eno samo dobrino. Gre pa tukaj seveda samo za prehrano, mislim pa, da vsi med osnovne dobrine prištevamo tudi obutev in obleko. Naprimer, precej šokanten je podatek, da je par čevljev leta 1918 v Ljubljani stal od 200 do 300 kron, meter blaga za žensko obleko srednje kvalitete po 50 kron. Upravičenci za prejem preskrbnin so morali po zakonu iz leta 1908 imenovati vojaki sami, če so seveda imeli dovolj časa pred odhodom na bojišče. Če časa ni bilo dovolj, so ga lahko zahtevali tudi žene in otroci sami, tako da so dokazovali sorodstveno razmerje z poklicanim vojakom. Ti so odšli na občinski urad, kjer so imeli stalno prebivališče in izpolnili potrebne obrazce, pri tem pa so bili zelo pomembni roki za oddajo prošnje. Prošnje naj bi bile oddane takoj po poklicu oziroma takoj po odhodu mobiliziranca na bojišče. Upravičenci so se priglasitve k prejemanju preskrbnin precej podrobno oziroma točno držali. Ivan Lah je na prvih straneh svojih spominov zapisal, kako so ženske po izbruhu vojne
da bodo zaprosili za preživnine. In podobne slike je bilo bržkone mogoče videti tudi po drugih krajih slovenskih dežel in širše. V podeljevanju preživnin so odločale posebne deželne komisije, v katerih so bili podrejeni posamezni občinski uradi, komisije pa so bile podrejene Ministrstvu za deželno upravo. Kot smo že omenili, so komisije sicer imele na voljo precej denarja, ki je seveda z leti pešal, vendar so se zmerno znova znašli tisti, ki so jim preživnine odrekli. In ti posamezniki oziroma posameznice so se po nadaljnjo pomoč znova obračali na občinsko upravo, mnogokrat tudi neposredno na župane. Časopis Občinska uprava piše, da so se žene pritoževale na tem, da same niso bile upravičene do podpore, medtem ko soseda je bila, ampak njim je seveda bilo slabše, ali pa so dobivali podporo, vendar je bila ta prenizka. Prav tako občinska uprava poroča, da je v času Prve svetovne vojne imelo upravno sodišče največ dela v svoji zgodovini in to ravno s pritožbami glede preživnin. In kot zanimivost morda 3 odločbe o pritožbah iz Cesarskega kraljevega upravnega sodišča. Naprimer, v marca 1916 je upravno sodišče določilo, da komisija ne sme presojati o preskrbljenosti družine na podlagi dejstva, da so ti prevzeli obrt vojaka. Kot primer je bila navedena pritožba, kjer je bil mojster osnarstva poklican, njegov obrt pa je na mesto njega vodil pomočnik s plačo 250 kron mesečno. Sodišče je določilo, da komisija pred izdajo sklepa ni upoštevala zvišanje stroškov za plačo, razliko v višini donosov obrti pred mobilizacijo in po mobilizaciji, ter če skupen donos lahko preživi vse svojce poklicanega, tako da so dali prošnjo v ponovno presojo. Zelo pomembna razsodba je sledila še enkrat marca 1916. leta. Ta je narekovala, da do podpore niso upravičene tiste družine, katerih očetje ali možje so vstopili v vojsko pred letom 1912 in so se potem tudi prostovoljno odločili, da bodo služili v vojski še naprej. Ti namreč niso bili mobilizirani, ampak so se za življenje v vojski odločili samostojno. Posebej zanimiva sodba pa je bila sprejeta 12. aprila 16. leta, ko je sodišče obravnavalo primer, ker se je na razsodbo komisije pritožila žena poklicanega. Poklicanje je namreč pred mobilizacijo opravljal službo skladišnika, ki sta je na to po njegovem odhodu prevzeli hči in žena. Skupaj sta ravno zmogli upravljati enako količino dela kot oni in sta bili zanj skupaj enako plačeni, to je bilo 40 kron tedensko. Komisija je na podlagi njunega statusa zaposlenih prošnjo za preživnino zavrnila, češ da oziroma sklicevala se je na člen zakona, kjer je bilo rečeno, da družine niso upravičene do preživnine v primeru, če v poklicanju kljub služenju še naprej dobiva svojo plačo. Vendar v poklicanju svoje plače ni dobival, temveč sta se žena in hči začeli preživljati sami, kar pa glede na razsodbo sodišča ni zadovoljil razlog za odrek podpore, zato je bila odločba komisije razveljavljena. No, takih odločb je bilo še cela vrsta in tudi na področju preživnin oziroma preskrbnin so se kasneje pojavili še drugi nekoliko bolj absurdni zakoni. Naprimer, leta 1917 je bil sprejet zakon o dodelitvi preživnin tistim osebam, katerih očetje in možje so se nahajali v Združenih državah Amerike, odkoder se pa zdaj niso mogli vrniti zaradi vstopa Združenih držav v vojno, tako da so jim bile dodeljene enake preživnine. Seveda, kar nekaj mož je odšlo v Združene države Amerike ravno zaradi tega, da jim ni bilo treba iti v vojsko. Je pa država skrbela s preživninami tudi še za druge svoje prebivalstva, kot so vojni invalidi, begunci. Od teh pa mogoče na kakšen izmed kasnejših zborov. Hvala. Bilo predstavitev.